Lepo pozdravljeni, dragi starši, drage učiteljice in učitelji. Moje ime je Miha Ruparčič, sem družinski terapevt. Moje osnovno poslanstvo je družinska terapija za posameznike, pare in družine. S šolo Alojzija Šuštarja me posebej povezuje moja drugošolka in bodoči prvošolec. Toliko morda za uvod. Danes mi je dano, da lahko razmišljam in podelim to z vami glede vrednote samostojnosti. Samostojnost je prav gotovo nekaj, kar si vsi starši in učitelji zelo želimo. To si želimo za naše otroke, to želimo dati svojim otrokom za popotnico, da bodo postali mladi odrasli, ki si bojo lahko ustvarili družino, ki bojo našli svojo poklicanost, svoje poslanstvo, ki bodo postali topli, sočutni, povezovalni, ki bojo gradili občestvo, tako da o ciljih se tukaj zelo strinjamo. Kaj pa proces? Kako pa priti do te vrednote? Pogosto imam občutek, da se bolj usmerimo na sam cilj, to je samostojnost otroka. Jaz si to predstavljam kot jablano, na kateri rastejo jabolka. Jabolka so sadeži in gotovo je vrednota samostojnosti ta sadež. Vemo pa, da jabolka dozorijo, na jablani je pa potreben določen proces. Ta jablana potrebuje določeno zemljo, določeno nego, določeno klimo. To je pa vse tisto, kar vpliva, da bodo na njej ta jabolka dozorela. In prav gotovo je samostojnost otrok tista, ki tudi terja v tem procesu določene vsebine, načine, našo prisotnost, ki pri tem lahko pomaga. Pri samostojnosti velikokrat triletnikom samostojnost povečujemo, najstnikom jo zaviramo, kakšen 30-letnik se pa znajde na domačem kavču. In tu se lahko vprašamo, kaj morda v tej sliki ne razumemo. In iz razumevanja teorije navezanosti, o kateri danes ne bo časa, da govorimo, gre za način, kako se povezujemo, posebej starši in otroci, pa lahko razumemo, da ima samostojnost in neodvisnost otrok kar nekaj paradoksov. Raziskovalci ugotavljajo, da pozivanje otroka k samostojnosti, da je vrednota kot taka vrednota v družini in ne proces, ki pripelje, zelo pogosto ne da želenega učinka, ampak nasprotno, nam lahko otrok se začne upirati, zablokira in smo vsi v slabi koži, ker ne dosežemo tega želenega cilja. V tem smislu se mi zdi važno, da postane vrednota proces, ki vodi do samostojnosti. To pa pomeni nekaj stvari, ki so lahko tudi paradoksalne. In sicer za samostojnost otroka je pomembno, da čuti povezanost z nami, da čuti lahko celo odvisnost od nas, čeprav je ta beseda odvisnost pogosto slabšalna, pa je v otroštvu pomembna. Čisto praktično, kaj to pomeni? To pomeni, da otrok lahko vedno računa na nas. To pomeni, da odnos z njim ni nikoli pod vprašajem, kar pomeni, da užaljenost je neka taka kategorija, ki nikoli ne sodi v odnos otrok in staršev. Profesor Neufeld se včasih poheca, da smo lahko starši užaljeni ene 40 sekund. To pomeni, mami, a si jezna? Ja, zelo sem jezna, ampak glej, sem že tukaj za tebe. Se pravi, da otrok vedno lahko računa na nas, vedno nas lahko prosi za pomoč, vedno se lahko k nam zateče, ko pade, komaj čaka, pa ni važno, ali je naredil napako tukaj, ali je dobil slabo oceno, vedno je važno, da si želi priti k nam, ker ve, da ne bo dobil pridige, ampak bo dobil pomoč, bo dobil podporo, bo dobil sočutje, da se lahko dvigne in gre naprej. Samostojnost in neodvisnost je
kot hoja. Je spontan proces. Mi otroka ne moremo naučiti hoditi, lahko si to sicer domišljamo, vendar je to nekaj, kar je že vrojeno. In pri samostojnosti, če se spomnimo naših otrok, ko so bili zelo majhni, ali pa če imamo take doma, zelo hitro se zgodi: "Želim sam, bom sam." Različni načini pozivanja k samostojnosti pa pogosto prerastejo v kritiziranje, zakaj pa tega še ne znaš sam, to bi pa že mogel sam, izpostavljanje, sramotenje, zdaj si pa že dovolj star, da bi to mogel sam, odrast bo treba. In več ali manj raziskovalci ugotavljajo, da ti stavki ne prinesejo želenih rezultatov, kar pomeni, da smo na koncu nezadovoljni mi starši, pa tudi otroci, ker vsi skupaj končamo v neki slepi ulici, iz katere iščemo potem nov izhod. In ta izhod je naša povezanost. Vedno sem tukaj za tebe, tako kot je Jezus obljubil, jaz sem tukaj z vami do konca sveta, in to je tista obljuba, ki jo pa seveda mi lahko damo, ta garancija, ki jo dajemo svojim otrokom. Vedno se lahko zaneseš name, vedno se lahko obrneš name. To ne pomeni, da bom naredil domače branje namesto tebe, če ga nisi. To ne pomeni, da bom naredil plakat namesto tebe, če ga nisi, ampak bom pa s tabo. Ko bo otrok večji, bom mogoče res pri domačem branju še jaz prebral to knjigo in bova potem lahko o tem debatirala. Vsekakor bomo mi verodostojni, če bomo z otrokom vedno v vseh njihovih stiskah, v katerih so, in če bomo za njih v teh stiskah dostopni. Pomemben vidik samostojnosti tako v otroštvu in priprava na odraslost je, da smo v padcih z otrokom. To pomeni, da otrok, ko nekaj ne gre po njegovo, ko nekaj ne more, lahko ob nas čustvuje posebej, da doživi razočaranje, žalost, da se zjoka. Pravzaprav so solze edini mehanizem, s katerim se adaptiramo, ko ne gre po naše. In v življenju marsikaj ne bo šlo po naše. In v času otroštva in mladostništva otroški možgani tega še ne zmorejo sami. Zato je kakršenkoli stavek ne jokati, tako kot bi rekel, ne piti vode. In je pomembno nasprotno, ne, jokati je pogumno, kar zjokaj se, sem s tabo. Tolažba ni strategija, da bi otrok nehal jokati. Tolažba je: "Glej, jaz se srečam s tabo tukaj v tvoji stiski, kakršnakoli že je." In na ta način bo otrok tudi v kriznih časih lahko šel dosti dobro skozi. Vemo, ko so časi težki, kot so sedanji, ko so zaostreni, hodi po svetu veliko jeznih ljudi, ker morda niso imeli nikogar, da bi z njimi, ob njih lahko bil tudi žalosten, ker stvari ne grejo po njegovo, bi se lahko tudi zjokal, in s tem, ko se zjokaš, narediš prostor za najrazličnejše nove zgodbe. Vaja, ki jo lahko naredimo z otroci, je tako imenovani zajtrk navezanosti. To pomeni, da zjutraj je sploh velikokrat težava, ker 80% družin doživlja jutranjo hektiko. In če v tem jutru naredimo neko oazo 5-10 minut, da otroka potegnemo v neki pogovor, ki je njemu všeč, pomeni, da tudi sami moramo nekaj energije vložiti, da vemo, kaj mu je všeč. To verjetno ne bo pogovor o šoli in nepospravljeni sobi, da ga zapeljemo v ta pogovor. In od otroka v tem pogovoru bomo verjetno lahko dobili 3 pomembne stvari, in sicer pogled, nasmeh in kimanje. To sicer delamo intuitivno, ampak imajo vse te vsebine zelo, zelo pomembno vlogo pri našem povezovanju, in na ta način otrok nosi svojega starša s seboj, postane bolj vodljiv tudi za druge odrasle osebe, učitelje, bolj miren in bolj odporen na različna, lahko vrstniška zbadanja, in seveda s tem samostojnejši. Da se bomo prav razumeli, otroške samostojnosti smo vedno veseli. Važno je, da se pa čaka pravi čas, se pravi, da otroka prezgodaj ne porivamo v samostojnost, seveda na drugi strani niti, da te samostojnosti ne zaviramo.
Je zanimiv, morda paradoksalen rek doktor Neufelda, ko pravi, če bomo mi starši poskrbeli za povezanost z otroci, da bojo navezani na nas, včasih, da bojo prav doživeli, da so odvisni od nas v času otroštva, bo narava sama poskrbela za njihovo neodvisnost in samostojnost. Morda je potrebno seveda nekaj vere v to. Če se vrnem nazaj, k jablani, ki daje dober sad, potrebuje ta jablana dobro zemljo, dobro klimo, dobro zalivanje in, za nas starše bo dragoceno vedno, ko bomo videli te otroke, da se vlečejo kot megla, da so leni pod narekovaji, da morda mi nismo svojega dela opravili, da mi nismo zmogli, ker smo bili tudi sami utrujeni, zasedeni z drugimi stvarmi, dati toliko stika, toliko odnosa, toliko podpore, toliko sočutja, da bi otrok seveda lahko šel naprej. Tako da vsem želim veliko toplih, srečnih, zadovoljnih, povezanih odnosov v dobrem in slabem. Vse dobro.